Koliko sodnikov je na košarkarski tekmi? Košarkarsko tekmo sodijo 3 sodniki na prvi ligi in pa na prvi mladinski ligi. Vse stale tekme v Sloveniji sodita 2 sodnika, mednarodna tekmovanja pa prav tako sodijo 3 sodniki. Kakšne so sodnikove naloge? Skrbijo, da se na tekmi tekmovalci držijo košarkarskih pravil. V primeru, da jih kršijo, jih sodniki seveda primerno sankcioniramo. Draga Firpcologa, za vaju 2 majčki, pa se boste same 2 preizkusila v sojenju. Kaj pa se dogaja pri tej mizi? To je zapisničarska miza. On skrbi za to, da je na semaforju pravilen rezultat, da ustavlja uro. Gospodična je pa zapisničarka, ona pa skrbi, da v zapisnik zapisuje, kdo je zadev koš in da je vse usklajeno enako kot na semaforju. Tekma se za igralce začne z ogrevanjem. Sodniki na igrišče pridemo 20 minut pred tekmo, 3 minute pred tekmom opozorijo igralce, da je 3 minute do začetka tekme. Ja? Minuto pa pol pred začetkom tekme moramo igralce poslati z igrišča. To naredimo tako, da stegnemo en prst, zapiskamo in pokažemo, da grejo igralci z igrišča. No, dajva. Gremo dol. Zdaj imamo pozdrav, kapetanom damo roke, ja? Roko, tako. Lepo tekmo. Lepo tekmo. Lepo tekmo. Lepo tekmo. Lepo tekmo. Srečno. Lepo tekmo. Lepo tekmo. Ajde, gremo. Časi! Stavi napad. Piskamo. Pokažemo konec napada in smer. Stopimo sem. Ne, zdaj postavimo igralca. Temni žoga, mu damo žogo. Roko gor. Roko gor. In zdaj bomo štartali uro, ko se dotakne prvi igralec v igrišče. Ne, samo tako naredimo, tako štartamo uro, ja? Ja. Tako, super. Ajde, tečemo. Gledamo te 2 igralca. A morate imeti veliko kondicije? Vsak napad moramo preteči celo dolžino igrišča in biti pred igralci pod košem. Zato, da lahko spremljamo sam napad in si ga tudi pogledamo iz primernega položaja. Kakšen faul pa je tu? Tukaj je bilo porivanje, zato smo zapiskali faul, potem gremo do zapisničarske mize, pokažemo številko, recimo številko 3, porivanje, 2 meta. A pri košarki pa ni rdečih pa rumenih kartonov kot pri nogometu? Pri košarki nimamo rdečih in rumenih kartonov kot pri nogometu. Pri košarki imamo tehnične, nešportne in pa izključujoče napake. In se umaknemo stran. Sem. In gledamo. Aha, je to super. Ajde! Recimo zdaj 1 met, skok je, ja, igra. Ajde, podamo žogo. Zdaj gledamo igralca, če naredi prestop, če tisti igralci naredijo prestop in igra. Ibi ga najega. Time out. Prite, ajde. Kaj se je pa zdaj zgodilo? Zdaj je eden izmed trenerjev vzel timeout, da da svojim igralcem napotke glede taktike in seveda, kaj so narobe naredili na sami tekmi. Ajde, fantje, moramo držati obrambo. Moraš biti med svojim igralcem in košem vedno. Ajde, potrudite se, imate to, znate. Gremo, ajde. 3, 4. Probi biti na boku, da ne bo dobil žoge. Ti se pa odkri, ko greš v protinapad, poglej tega, kaj steče, ob strani pa mu podej žogo. Probi tudi v desno. Ok? Pazimo na čas, gledamo, kdaj se bo izteklo. Hvala za tekmo. Hvala. Hvala za tekmo. Bravo za sojenje. Hvala. Ajde,
Lisa.